V poletnih mesecih ekipa UBUDI pripravlja veliko zanimivih prispevkov s poletno tematiko. Začenjamo s turizmom, saj je slovenska Istra pravi magnet za preživljanje počitnic. O trenutnih trendih v turizmu smo se pogovarjali s strokovnjakinjo za turizem. Zagotovo Slovenija kot zelena destinacija, kot destinacija za aktivne počitnice veliko tega lahko ponudi sodobnemu turistu, predvsem za svojo butičnostjo in s posebnimi doživetji, ki jih ponuja. O poletnem dogajanju v mestni občini Koper, občini Izola in občini Piran smo poklepetali z župani. Turistična sezona v slovenski Istri se je začela že pred časom in je tudi polno dogodkov. Vsako leto jih je več, letos jih je celo 30% načrtovanih več kot preteklo leto, tako da bo vsak dan za marsikoga marsikaj. Ne samo v mestnem jedru širimo to dogajanje še malo bolj tudi na naše podeželje, ker mislim, da ga je treba malo bolje izkoristiti. Glejte, opažamo, tudi statistika tako pravi, da imamo vsako leto od 5 do 7% povečan, se pravi, obisk v našo turistično destinacijo. In tukaj se moramo vsako leto bolje pripraviti, tako da delamo na temu, in jaz upam, da bomo to leto goste lepo sprejeli. Zagotovo je Izola kot mediteransko mesto biser na severnem Jadranu. Gre za tipično ribiško mesto, v katerem se srečajo tako domačini, kakor turisti, in to so tista doživetja, ki jih gostje tudi iščejo. Gre za mesto, ki je prijazno do obiskovalcev, gre za mesto, ki ima veliko kulturnih dogodkov, in pa gre za mesto, kjer je gastronomija doma. Želje sogovornikov glede turizma v bodoče pa so. Za našo občino turizem je pomemben. Zavedati se moramo tega, da zaenkrat se koncentrira precej v samem mestu, ki pa ga je treba malo razbremeniti, usmeriti turiste, da grejo precej bolj po podeželju, ker to razbremeni tudi prebivalce konec koncev, tako da je manj gneč na cestah, manj gneč na ulicah. Manjkajo hotelske nastanitve, v naslednjih nekaj letih se bo to bistveno izboljšalo in manjka tudi še vedno kulinarična ponudba, ki se mora tudi izboljšati, in tu mislim, da ko bo dovolj dobro definiran sistem, se bo tudi ta prilagodila potrebam. Moram pa reči, da si želim tudi golf destinacijo, se pravi, ki bi v vsakem primeru obogatila našo ponudbo. V vsakem primeru je potrebno podaljšati tudi letalsko stezo na Sečoveljskem letališču, in to bi nam praktično pomenilo dodano vrednost, ki bi šla v prid, dajmo reči, eni zvezdici več v sami destinaciji. Tukaj pa imamo neizkoriščeno priložnost, ki jo zdaj zaključujemo, to je največja slovenska plaža. Z mestno občino Koper smo dogovorili, da povabimo župane mestnih občin, da skupaj ustvarimo najlepšo in največjo slovensko plažo. Ta dogodek bo 12. julija in verjamem, da bomo Slovenci imeli tudi na tem koščku slovenske obale svoj košček. Župani so ponosni na prav vsak kotiček v svoji občini, nekateri pa so jim še posebej pri srcu. Imamo jih toliko, da je težko izbrati katerigakoli. Moram priznati, najbolj spominom je ostalo lani, ko sem šel v Kubet na niz dogodkov. Tam je res izjemna lokacija, zelo prijeten ambient, ampak res jih je toliko. Na sicer bo 1. maj letos se je oživel in je tudi ena čudovita lokacija in super prostor za veliko maso ljudi, ki pride na take dogodke. Moj najljubši kotiček je zagotovo Forma Viva. Tam sem zelo rad med tistimi kipi, ki mi pomenijo ogromno, tam rad tako malo razmišljam, če tako rečem, kontempliram. Imamo veliko čudovitih kotičkov. Če začnem z morjem, bi lahko rekel plaža na Svetilniku, mogoče, če hočem malo več mira, grem na Bele skale. Če se želim, rekel, podcrtati v mediteranskem utripu, se usedem na Mazoljev trg, probam kakšno srdelo žara, ali pa grem na Lonko ali pa Park Petrokopo, kjer se malo udeležim kakšne prireditve. In kako so se župani izkazali pri hitrih odgovorih? Morje. 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 Divje plaže. Urejeno kopališče. Divje plaže. Kornet. 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 Bela golobica. Sonce. Bela golobica. Razvoj turizma ni samoumeven, zato bo potrebno še veliko postoriti na pozabljenih zgodbah in neizkoriščenih potencialih.
Zagotovo ni toliko stvar v tem, kaj še niso videli, bolj je, kaj še niso na obali doživeli, tega je pa vedno veliko, ne. In povezava s samim zaledjem, z doživljanjem same, bom rekla, kulinarike, enologije, pa tudi, bom rekla, na morju samem, pa ribolov, pa tako naprej. To so take zadeve, ki jih mi poimenujemo doživetja. In taka doživetja so še premalo turistično opredmetena. Se pravi, te zgodbe, ki jih mi nosimo v sebi, naše tradicije, avtentičnost, to je tisto, kar bi lahko po visokih cenah prodajali tudi turistom.